da meni, Franka, in dam zdaj direktno Olgi. Okay. Dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocojšnji večer posvečamo 70-letnici reviji, otroški reviji Pastirček. Številne goste prisrčno pozdravljamo in seveda si zahvaljujemo, da so se odzvali na vidu. Jaz pa kar prepuščam tudi predstavitev vseh gostov Olgi Tavčar, ki bo nocoj vodila večer. Prosim. Hvala. Dobro večer z moje strani. Torej, danes smo tu na srečanju pod Lipami skušali sprehoditi pravzaprav po 70 letih izhajanja revije Pastirček. Pri tem bomo sodelovali sedanji urednik Marjan Markežič, veroučiteljica Alenka Radetič, ki poučuje verouk na Goriškem, Ljuba Legiša, poučuje na osnovni šoli Frana Milčinskega na Katinari. Potem je tu Walter Grudina, ilustrator in likovni oblikovalec Pastirčka. Oče Packo tak je žel velik uspeh na proslavi. Potem pri meni sedi tukaj sestra Bernarda, skupnosti Loyola, ki je veroučiteljica na osnovnih šolah na Tržaškem, če se ne motim pri Svetem Jakobu in na Dolinskem. Samo Dolinskem, sem stala še pri starem. Potem je učiteljica tukaj na Goriškem dobro poznana, Barbara Rustja, ki poučuje trenutno na osnovni šoli v Stambrežu, na osnovni šoli Frana Rjavca. In še Niko Klajšček, mislim, da ga ne treba posebno predstavljati, ker tukaj doma. Ne poučuje. Ne poučuje, v starih časih je bil na šoli, če se ne motim, to je šolnik tudi on. In tako naprej. Pa bi prvo vprašanje postavila pravzaprav gospodu Marjanu, glavnemu uredniku Pastirčka. Čeprav smo nedeljo na Slovenski akademiji že slišali, kdo, kdaj in zakaj je prišel izhajati Pastirček, bi vas vseeno prosila, če lahko na kratko ponovno obnovite začetka revije. Kdo so bili pravzaprav pobudniki, zato da se je revija sploh pričela izhajati in pod čem je pravzaprav, katere cilje so si ti ustanovni uredniki postavljali. In kako se potem iz tiste majhne, če ste si pogledali razstavo majhnega Pastirčka, ki je začel izhajati v 46. razvil Pastirček, ki ga pač danes listajo otroci na naših šolah. Govorimo o prvem šolskem letu po drugi svetovni vojni, ko ni bilo učbenikov in drugih šolskih potrebščin in pripomočkov, zato so si veroučitelji na Goriškem pod vodstvom gospoda Humarja Kazimirja rekli, mi moramo nekaj narediti za otroke, da zapolnimo vrzel, ki jo šola ne more v tistem trenutku. Zato so rekli, naredimo revijo po vzoru tiste, ki je že izhajala leta 1927-28 Jaseljce, ko so jo fašisti takrat ukinili. Potem so rekli, začnemo s preprostimi vrednotami, krščanskimi vrednotami, slovenstvom in kulturo, ki mora sloneti na slovenskih koreninah. Zato so rekli, so študirali, kakšno ime naj bi dali temu novemu lističu in so rekli, imamo že velikega pastirja, Jezusa, mi, uredniki, sodelavci, učitelji, starši, in otroci, naj bomo pastirčki. Zato je začel izhajati ta list kot Pastirček 10. aprila. Mislim, da je bila ravno takrat tudi Velika noč pred 70 leti.
Torej, mi smo takrat, sedaj na 10. aprila, prav na tisti dan, ko je šla prva številka. Uredništvo je takoj sprejel gospod Kazimir Humar do leta 1951. Potem je Srečko Gregorec, njegov sobrat, do leta 1963. Potem je pastirček se preselil za 13 let v Trst, ko ga je urejeval gospod Jože Prešeren. In ko se je zopet vrnil v Gorico, je takrat to čas doletela Zoro Saksida, ki je bila učiteljica takrat in sicer od leta 76 do 78. Potem je pa Ljubka Šorli urejevala 10 let. 2 leti pa je na to urejevala Ljuba Smotlak iz Marčkol. Takrat sem s polno paro pristopil tudi jaz, da je ona pravzaprav takrat urejevala samo pošto, drugo sem že delal jaz. Razen nekaterih stvari nisem si upal popravljati nekaterih naših učiteljic. Se rekel, naj to dela nekdo drugi, potem sem se okorajžil in sem tudi kakšno stvar tudi popravil. In tako se je začelo. Velik uspeh pastirčka je ravno v tem, ker so pristopili skupaj učitelji, duhovniki in starši. Mislim, da je to formula, ki bi jo bilo dobro razširiti tudi danes marsikje. Preprostost, vrednote, kot so delovnost, vztrajnost in tudi potrpljenje, požrtvovalnost. To, kar smo nekako skušali pokazati tudi v nedeljo na predstavitvi, da je bilo prisrčno in se je videlo, da je bilo srce mnogih zraven. Hvala vsem. Nekatere smo mogoče tudi pozabili ali pa jih preglasili, recimo ne smemo pozabiti, zato hočem že sedaj povedati, na našega Frankota Žerjala, ki je dal tisto noto, ta pravo. Jaz sem spisal osnovni tekst in sem rekel, fantje in dekleta, imate proste roke. In to je on lepo izkoristil in ravno tako je on potem predal isto formulo Packotu, ki jo je izpeljal odlično. Hvala, gospod Marjan. Ampak, če se povežemo že na nedeljsko praznovanje, je na nedeljskem praznovanju prav gotovo že največji uspeh prav Packov. Njegovo stran otroci gotovo, mislim, da učiteljice tukaj lahko potrdijo, nikoli ne pozabijo prebrati. Nekom je čakal, da prej pastirček, zato da si bodo lahko prebrali, kaj to, kar Packo piše. Njegov očka je gospod Walter Grudina, ob učiteljici, ilustratorki Danili Komjanc in vaši ženi Pavli ste eden izmed glavnih likovnih oblikovalcev pastirčka. Kako je sploh prišlo do vašega sodelovanja z revijo in kaj pomeni pravzaprav ilustrirati, pisati, slikati, pisati stripe za neko revijo, še posebno za revijo tako, kot je pastirček? Težko in lahko vprašanje istočasno. Je neka notranji klic, ki te vabi nekje, da bi komuniciral, da bi kaj povedal svojega. Ni dovolj samo Packo, to je enkrat ena. Packo je samo en ključ, da prideš do pastirčka, da prideš v stik s poročilom pastirčka. Packo je nastal pred 20 leti, ko smo se prvič tako nekje sestali in še s nekaterimi starejšimi pokojnimi učitelji. Malo so zvili nos, ko sem tako namignil na to, ta izziv, da bi predstavili nekoga, ki govori v paketranščini. Tudi jaz sem se nekoliko bal, ne vem, kako bo to reagirali, ne. Se je šlo za neke vrste moralizma, kulturnega moralizma lahko, kako ga premagati, kako iti mimo vsega tega, da mora biti vse perfektno, vse tako kot je treba, nobenih napak, se moramo pokazati imenitni, idealni. In tukaj pa se je šlo za prikazati nekoga, ki je popolnoma antiheroj, lahko rečemo. In
mislim, sami otroci so odgovorili na to in sami učitelji potem, samo da smo tukaj sedaj praznovali 20 let pozneje ta pastirčko dan, ko je še mene presenetilo vse skupaj, ne, jaz se nisem pričakoval tega Packota na odru, ki je zbežal iz pastirčka in tudi zame je bilo lepo presenečenje. Danes so me otroci v šoli sprašali, ima se vrnil pastirček? Ja, jaz sem Tako da Packo v bistvu je autoironija nas, našega majhnega zamestva, da se smejemo malo samim sebi, ne. Taki, kot smo, vsemi tako napakami, smo smešni na koncu koncu, ne. In če gledamo malo tako, malo drugačnega zornega kota, lahko rečemo, da na koncu koncu je krščanska drža, ne, če lahko rečemo tako. Tisti, ki misli, da je vedno perfekten, ne potrebuje pomoč, da ni treba zdraviti, veže vse. Prav tako tudi kulturniki včasih, ne. Ampak tisti, ki pa je majhen in se zaveda, da je majhen, se smeje samemu sebi, ker je tak, kot je, mislim, tistemu so odprta vrata in vse dovoljeno na koncu, ne. Ampak mislim, da Packo ni pa dovolj, ne. Packo je en ključ, da lahko pride otrok do pastirčka in tam potem mu lahko nudimo tudi globlje sporočilo, kot so lahko biblične zgodbe in tako dalje, ne. Mislim, druge strani, pri katerih sodelujeva skupaj ženo, tako. Kakor je veliko veselje, če sem govoril vprašanje. Ja, recimo še vsebine vaših stripov, recimo, so tudi tipične prav vaše in ki ste jih tudi vnašate v pastirček, recimo. Danes se je zgodilo tako, da jaz prvič sem prišel slučajno do stripov, ko sem imel veliko priložnost oblikovati, takrat sem imenoval tako Levošovski dnevnik, ne. Govorimo o konkurenci sedaj, ampak nič hudega. Takrat mi je bila dana ta naloga, da oblikujem ta dnevnik. Sicer so vsi pričakovali, da bom jaz oblikoval dnevnik samo formalno, oblikovno, da bom dal kakšne barve, da bom tu pa tam kakšno ilustracijo potegnil. Jaz pa sem v tistem poletju začutil, da tukaj mi je dala velika priložnost. To se je šlo v času Berlinskega zidu, za naše čase tukaj. Če pomislimo, da leto prej so bili taki dnevniki, ko so govorili, kako je bilo ustreljenih toliko in toliko talcev in obesili so tega in za veliko noč je bil pregovor, ki je pravil, z eno ritjo ne moreš sedeti na 2 stolih in tako dalje. To so bili dnevniki nekoč, ne, tak ideološko zelo enostranski in niti zdaleč odprti do sprememb. V tistem letu sem začutil, da imam veliko priložnost. In so se porodili ti junaki, 4 junački. Do zadnjega trenutka nisem nič pokazal nobenemu. In sem upal, da zadnji trenutek lahko pokažem to stvar in da ne bo časa več potem spremenjati nič. In resnično je bilo tako. Zadnji trenutek je takratni urednik zelo navdušeno to stvar sprejel. V bistvu šlo je, bi lahko rekel jaz, ne, jaz sem se oddahnil, šel v tisk in ta dnevnik je bil sprejet čisto na drugačen način, kot so bili sedaj sprejeti, do takrat sprejeti dnevniki. Naslednje leto so mi spet dali isti dnevnik, samo ni več se imenoval tem imenom, ker niso sprejeli uredniki, da bi se kaj takega spet še enkrat tiskalo, ker so potem se zavedli, da so bila sporočila nekoliko drugačna, tisti, ki so bila prej, ne. Tako da še enkrat sem imel potem čez nekaj let isto priložnost, ampak v glavnem šolniki in otroci so me spoznali.
in so si želeli še naprej takih podobnih stripov. Šolniki so mi dali takrat zgibanke s takimi liki, da bi nekoliko reklamizirali vpis v slovenske šole. In takoj potem sem rekel, zakaj ne bi to stvar tudi prenesli pastirčku, ne? In tako se je rodil Packo, ne? Packo je eden teh herojev, takih junakov, še bolj ekstremen, tako bi rekli, in tako to je bil začetek. Najlepša hvala. Pastirček, kot je bilo tudi zopet na Slovenski akademiji rečeno, vsak mesec pride nešteto pisem. V 60 letih je kot šolar sodeloval pri tem tudi Niko. Gospod Niko je sodeloval tudi pri tem in poslal eno pismo, ki je potem imela svoje posledice, pozitivne. In bi vas prosila, če lahko nekaj o tem spregovorite. Ja, držim. Moram povedati, da se za te podrobnosti, jaz sem na te podrobnosti že pozabil, ne, ker je 55 let, še več. In se moram zahvaliti i Ivo Jevnikarju, ki je zadnji, ko smo praznovali to 50-letnico skautizma na Goriškem. On, ker je dober poznavalec skautizma, ne samo na Goriškem, Tržaškem, pa v svetovnem merilu, tako. Je odkril ta moj dopis leta 63 v marčni številki, kjer pišem med drugim tudi, da bi rad tudi jaz postal skaut. Jaz o skautizmu nisem vedel nič. Moji dve mlajši sestri pa sta že hodili skautinjam na Goriškem. Treba povedati, da na Goriškem so najprej nastale skautinje. Olga mi je rekla, da so takrat z Trsta hodili Vera Lozej in Ljuba Smotla. Mislim, da sta bili oni tako sta skautinje so nastale, ne vem, mogoče 1 leto ali 2 leti prej. Jaz kot 12-letni fant, potem ko sem videl moje sestre, ki so prihajali domov vse navdušene z ruto, z klobukom in kako je lepo na teh sestankih, takrat sem že prebiral seveda pastirček in potem sem napisal to pismo, ne, kjer se nekako opisal to zgodbo in da tudi jaz bi rad postal skaut in naj mi urednik pomaga, ne. Takrat je bil v Trstu, Jože Prešeren, ne. Potem še eno pismo sem, da imam prijatelja, ki tudi on bi rad postal skaut in to je bil Marjan Kraner, ne, sin. Tudi on je napisal potem pastirčku in doktor Humar potem sta se enkrat dobila s Jožetom Prešernom in se spomnim, da potem smo nastali tako skauti, ne. Prve sestanke, nas je bilo za 2 voda. Naslednje leto pa smo že imeli obljube, skautske obljube na Proseku in potem tisto poletje smo prvič taborili skupaj s tržaškimi skauti v Zajcevi. Tako. Da ima pastirček zasluge tudi, da so nastali na Goriškem skauti. Kaj vse je premogel, ne, pastirček vse teh letih. Ja. Kar mu lahko čestitamo tudi za to. Torej, ampak, ko pride pastirček z tiskarne in ga gospod Marjan raznese veroučiteljicam, pride pač v roke veroučiteljicam. Zato bi prosila tukaj prisotni veroučiteljci, učiteljico Alenko, učiteljico sestro, če lahko spregovorite malce, kako sprejemajo otroci revijo, kako jo pravzaprav uporabljajo one pri pouku. Smo slišali prej gospoda Marjana, ko je rekel, da so ti, ki so pač začeli s pastirčkom izdajati stanovni pač uredniki,
želeli prav za izdajo revije podkrepiti in omogočiti učiteljem primernih tekstov, primernih vsebin. Tudi danes znamo, da predvsem glede verouka primanjkuje učbenikov. Vam pastirček pomaga pri pouku, kako ga uporabljate, kako ga učenci sprejemajo, v kakšni meri ga lahko uporabljate, kaj bi si tudi vi pravzaprav želeli od pastirčka, zato da bi lahko ga še boljše mogoče uporabljali pri pouku. Tako je. Ko pridem na šolo s paketom, so vsi zelo srečni, ker vedo, da bo danes pastirček na vrsti. In ga z velikim navdušenjem sprejmejo. Najprej, recimo, ko prinesem pastirčka, razdelim, ampak predem, povem, kako recimo poteka pri moji uri, recimo. Predem razdelim pastirčka, preberemo Packota. To je neizbežno. In tam se že začne lepo. Po prebiranju Packota je treba še enkrat Packota. Tako je. In potem pa začnemo s prvo stranjo, pregledamo vse, kar je tokrat v pastirčku. In vsak otrok, odvisi zdaj, če je prvi, drugi, tretji, četrti, peti razred, nekaj prebere. Vsak otrok, ko nekaj prebere, zapiše tudi svoje ime na stran, ki je prebral. In začnejo s temi dopolnili, ki so noter, s temi ikricami, številkicami, ki so noter. In potem seveda tudi pobarvajo. Lepše je pastirček pobarvan, več zvezdic dobijo. Mislim, tako da je nekaj urejenega. Eni so bolj prijemni, tako, vsak po svojem. Mislim, da revija Pastirček je za nas kot veroučitelje zelo pomembna. Prvič, ker je zelo preprosta revija. In otroci, čeprav je tak svet, so v duši še vedno preprosti. In mislim, da bo to veljalo tudi, in Bog daj, da bi bili vsi zdravi in še nasledniki, da bi pastirček vedno res prihajal na šole, prav zato in imel to preprostost v sebi. Ker bolj je preprost, raje ga imajo. In mislim, med poukom, ko to prebiramo in izpolnjujemo, seveda v eni učni uri vsega tega ne zmoremo, ker je kar precej stvari, se nadaljuje pa v naslednjih urah, tako ne, pač. Da, tako da konc meseca je nekoliko nekaj urejeno, tako. In pravim, recimo, revija Pastirček nam zelo služi, tudi ker ima noter veliko zanimivih stvari in predvsem pa, ker ima neke moralne, virske, življenjske, take, da se jih lahko dotika otrok v svojem vsakdanjem življenju. Tako v glavnem Pastirčka res iz leta v leto sem videla, zelo radi predelujejo. No. Otroci prav od prvega dne do zadnjega dne šolskega leta, prav od prvega do 5. razreda. Tako v glavnem. Torej, v zadnjem času je prvo, ko pride Pastirček, najbolj aktualno, kdo je dobil nagrado. Nagrad se vsi veselijo. Zanima jih tudi Packo, podobno kot Novorišče. Se ga naučijo tudi na pamet, ga tudi rišejo, potem si izmišljujejo svoje Packote. Tako, če Packo zboli, ni problema, imamo dosti gradiva. Tako, no. Jaz bi rekla, da jaz sem učila v Sloveniji, v 2. razredu, sem se pripravljala, da gremo v 1. razred 9-letke in namesto v 1. razredu sem pristajala na Tržaškem za poučevanje verouka. Tako sem se srečala tudi z revijo Pastirček, ki naj bi se uporabljal pri pouku, tudi verouka in tudi pri drugih predmetih. To je bilo zame tudi odkrivanje nekaj novega. Vem, da otrokom je všeč, da se igrajo, zabavajo, da se tudi učijo. Potem moram zdaj povedati en moj greh. Ko smo imeli izobraževanje za veroučitelje, včasih me je bilo malo dolgočasno, pa sem se vživela v otroški svet in sem začela tako malo razmišljati o kakšnih stvarih, ki bi bile za otroke zabavne, začela kaj sestavljati in sem poslala tudi gospodu Marjanu, če mu pride kaj v poštev, da lahko
porabi. Sem videla, da otrokom je to všeč. Kasneje tudi sva se nekaj povezali s Pavlo, tako da mi je všeč, da se dela tudi skupaj, da skupaj iščemo. Mislim, da otroci, ko rešujejo te stvari, se tudi zabavajo. Želela bi in verjetno tudi otroci, da bi bilo še več teh stvari. Že ko pred leti, ko je Pavla sestavljala tudi križem-kražem, otroci so bili naslednje leto, ko teh stvari več ni bilo, malo žalostni, so sprašvali, da bo to, zakaj ni. Jaz bi rekla torej, čeprav so včasih kakšne križanke ali pa kakšne uganke ali karkoli zelo enostavne za nas, otroci iščejo prave slovenske besede. Včasih meni rečejo, nisi povedala pravilno po slovensko, se reče tako, rečejo v narečju po domače. Jaz mislim tako, se učijo slovenščine, se učijo verouk, se učijo naravoslovje, karkoli, da je med seboj vse prepleteno. Verjetno bi bilo, jaz bi tudi želela, malo vsak pač naredi kot more, da bi bilo še več tega gradiva. Na začetku letošnjega šolskega leta, sploh v prvi številki, tako po prvi številki, tako tisto, kar mi je ostalo, ob prvošolčkih, se mi zdelo, da bi bilo potrebno ustaviti kakšno stvar bolj enostavno. Je treba gledati na začetku na velike tiskane črke, kar ta mali še ne znajo, bolj enostavno. Enkrat smo imeli eno črkovno tablo in smo se kar potili, da smo vse pobarvali. Pač s tem se tudi učimo. Hvala. Kaj pa, ampak, kot smo že prej rekli, je torej pastirček začel škajati leta 1946. Takrat, če bi brali takratne učne načrte, bi videli, da je pisalo, da je verouk krona, povezovalna nit celotno vzgojno-izobraževalne ponudbe. Takrat se je pouk pričel in končal s skupno molitvijo. Razredni učitelji so tako iz pastirčka redom črtali zgodbice, pesmi, dramska besedila in preko njih neposredno posredovali tudi verske vsebine. Danes pa je v šoli malce drugače. Ko je verouk postal pravzaprav izbirni predmet in ko v mnogih razredih imamo tudi učence, ki ne obiskujejo pouka verouka, je to verjetno malce drugače. Prosila bi zato učiteljico Ljubo in učiteljico Barbaro, če nam lahko zaupata, kako oni dve uporabljata pri pouku pastirček, kako spodbujata učence k sodelovanju. Na pastirčku večkrat imamo objavljene razne spise, zgodbice, pesmice, ki pač pišete pri pouku. Mislim, da se to zmenite potem z veroučiteljem, ne vem, kako to poteka, da potem to pošljete. In ali posegate tudi po knjigah, ki so šle v pastirčkovi knjižnici. V teku let je pastirček izdal veliko knjig, od dramskih besedil do pesniških zbirk. Če vam to kaj pride prav, kdaj pri pouku in kako uporabljate in zakaj? Hvala. Če se povežem takoj na to, kar si rekla zdaj, kar se tiče knjig. Knjige nam pridejo zelo prav za branje pri brani znački. Jih uporabljamo recimo na splošnem razredu, ampak potem otroci, ko dobijo za nagrado, kot je rekla tudi učiteljica Bernarda, ki čakajo nestrpno, kdo bo ne samo dobil nagrado, ampak za njih je še bolj pomembno, da vidijo njihove risbice objavljene v pastirčku. To za njih je nekaj izrednega, še več kot nagrada, ne? Mislim, da to lahko potrdijo tudi druge učiteljice. In potem te knjige uporabljamo pri branju brane značke, tako da pride prav, karkoli dobijo otroci, pride vse izrabljeno v razredu, ne samo za cel razred, ampak tudi prav individualno. Medtem ko, kar se tiče prav
uporabe pastirčka v razredu. Jaz letos sem zelo zadovoljna, ker sodelujem zelo dobro z veroučiteljico, ki imamo mi na šoli, ampak vsa ta leta, moram reči po pravici, je bilo vedno enostavno sodelovanje iz ene strani in iz druge, ker če ni učiteljica verouka, ki to lepo ponudi, in učiteljica, razredna učiteljica, ki potem tudi to nadaljuje, sigurno delo ne steče tako lepo. Zato gotovo, ko pride veroučiteljica s paketom, lepo razdeli in mi dve se prav zmeniva, kaj boš ti, kaj bom jaz, ne? Tako da nekje je ta sinergija. Letos smo posebno zadovoljni z prispevki, ki dobimo za naravoslovje. Ja, hvala vam, zato ker jaz letos poučujem prav naravoslovje tudi med tem in med sebi predmeti in torej to nam veliko bogati prav naše delo v razredu. Ampak vsa ta leta, recimo ročna dela, smo delali vse te živalice, potem smo imeli razno je bilo od herbarja. Mislim, vsako leto je nekaj drugačnega in se da marsikaj uporabiti. Tako da res pastirček je del našega vsakdana. Če lahko povem še to, ker si me vprašala glede tistih otrok, ki ne obiskujejo verouka. Recimo letos moji otroci vsi obiskujejo verouk in to ni nobenega problema v smislu, da jaz sem ponudila, vsi so se odzvali vabilu in vsi so naročeni, torej ni nobenih težav med navednicami. Sem imela pa prejšnje leta dva učenca, ki niso obiskovala verouka iz raznih razlogov in ko sem jaz rekla staršem, kar je prav, da se preobvesti, sem rekla, gledajte, to je taka revija, recimo, kjer so določene teme, ampak če bi lahko uporabili za naravoslovje, za druge predmete, kjer tudi če ni virsko, otrok usmerjen, po mojem, je prav, da lahko to uporablja. In taki otroci so me prav prosili, učiteljica mi naredi še eno fotokopijo. Te prosim, imaš še enega pastirčka zame. Mislim, to je največje zadoščenje, prav za pastirčka, kot takega. Tako. Jaz bi začela s tem najprej, da ne kot učiteljica, kot se vrnem malo nazaj v svoje otroštvo. Dejansko sem zrasla s pastirčkom, tudi jaz. In se zelo dobro spominjam, kako sem pričakovala vsak izid in najbolj me je zanimalo, seveda, če bo objavljen moj prispevek, če bo objavljena moja risbica. Torej vidim, da absolutno se ni spremenila popolnoma nič. Tako kot sem si jaz želela svojih prispevkov, današnji otroci si želijo popolnoma istega. Ne? To je njihova največja želja. Pastirček, vsaj na Goriškem, na mojem koncu, je najpogosteje v domeni veroučiteljice. Naša veroučiteljica ga tako dobro obdela med urami verouka, da dejansko mi preostane bolj malo, da bi ga jaz lahko obdelovala posebej. Poleg tega, da se čutim še nekoliko, ker pač pišem, sem malo v zadregi, kako potem jim to ponujati, ker imam občutek, da ne bi smela ga siliti. Vidim pa, da ga zelo radi jemljajo, zelo radi ga barvajo, ta formula črno-bela je izredno posrečena in je veliko veselje. Risbe so enostavne, dejansko to je tega treba, enostavnega. Teksti so tudi enostavni. Lahko povem, da vidim tamale, recimo posebno v nižjih razredih, razlagam, delamo pač nekaj, mogoče jih malce dolgočasim in kar naenkrat vidiš, kako izpod klopce potegnejo tega pastirčka, te poslušajo in barvajo na vso močno in te gledajo in tako dalje. Pastirčkove knjige si vprašala, mislim, da se ne bom ponavljala, jih tudi uporabljamo pri brani znački, občasno, če je treba kaj prebrati, nam pridejo prav, absolutno so v knjižnicah in otroci radi posegajo po njih. Ne vem, če sem povedala vse, mogoče sem še kaj spomnila. Zanima me pa ena druga stvar, ki je zdaj nastala, za katero sem slišala zdaj, Ljuba se ti omenila na mojo naravoslovno rubriko. Leta in leta jaz pisarim
Moram pa povedati, da nisem nikoli dobila ali redko kdaj povratne informacije, ne? Tako da ne vem, če otroci berejo tisto, kar pišem, kar sem pisala, kako je bilo to sprejeto, tako da me veseli slišati eno pozitivno noto. Tako. Kar obdrži. Ja. Kar obdrži, ker glede knjig osebno nisem mislila toliko na leposlovje, ki je išlo pri Pastirškovi knjižnici, ampak prav zbirke, recimo, gledaliških besedil, po katerih tudi sama sem učiteljica in vem, da včasih prav iščemo in brskamo in prevračamo vsega, kar nam rabi ali za kakšno Prešernovo ali za kakšno Božičnico. Ali pa recimo tudi zbirka pesmic Ljube Smotlak, Ljubke Šorli, Ringa Raja. To, recimo, prav to zbirke, recimo, te bolj specifične, če jih lahko tako poimenujem, kot so lahko tudi te, torej Pastirčkov odr oziroma Pastirčkova pesem, je to uporabno, ni uporabno, koliko se nam zdi tudi potrebno, pravzaprav, da bi mogoče Pastirček sicer bolj letos izdal zopet eno pesniško zbirko, pač pesmi, ki so letos bile uglasbene in objavljene v Pastirčku. Ampak recimo na splošno, če po vašem mnenju med literaturo, po kateri posegamo učitelji, je potreba po takih besedilih ali je že dovolj na trgu, recimo v Sloveniji, kakorkoli? Ljubko Šorli, absolutno. Jaz sama osebno kot učiteljica posegam zelo pogosto po njej. Manj po teh gledaliških, kako si jih imenovala, pač knjigah, zbirkah gledaliških del, manj, ker jih sama raje napišem, kakor da bi ponavljala iste stvari. Vem pa, da ostali kolegi občasno tudi po njih posegajo. Mislim, gradivo je vedno dobrodošlo. Tudi v glasbene pesmi, vse to kolegi uporabljajo, absolutno je. To je ena pa že, ker imaš mikrofon potem predala še Ljubič, še o tem, kaj je rekla. Še eno vprašanje, kaj pa, recimo, sama ste že povedali, da sodelujete pri Pastirčku. Pisali ste že marsikaj, pri izbiri tem vsebin, ki jih pač pišete. Kako izbirate? Je to pač ne moramo iz naše kože, torej pomislimo, kaj bi mi kot učitelji potrebovali, zato napišemo to, ali je to pač bolj ustvarjalno, če želimo tako reči, in porodi se nam tista misel, zdi se nam lepa, pa jo, ne glede na to, če mislimo, da bo to prišlo prav kolegom ali ne, vseeno se mi zdi prav, da bi Pastirčku to bilo objavljeno. Letos prvič sem šla kot učiteljica s to naravoslovnim kotičkom za najmlajše, ker se mi je zdelo, da manjka nekaj takega. Prejšnja leta smo imeli več tega materijala. Čeprav moram priznati, da nisem zelo zadovoljna, ker dejansko to ni izpoved. Medtem ko sem se pa zelo zabavala prejšnja leta, bodisi ko sem sestavljala recepte, to mi je bilo veliko zabavo in sem kasneje po dostih letih slišala, da so bili zelo, zelo uporabljeni. Ko sem pisala o knjigah, pač za bralno značko, sem svetovala knjige, tisto je bilo tudi, mi je bilo prijetno. Najbolj sem se pa zabavala z dojenčico, ampak to ni nastalo kot učiteljica, to je nastalo kot mama. Dejansko sem svojim otrokom pripovedovala zgodbice in potem te zgodbice so šle še na papir in tako je nastala dojenčica. Moram pa priznati, da sem prej rekla, da nisem slišala pač odziva na to. Dojenčica je bila tako lepo sprijeta, ker so mi otroci marsikdaj povedali, da so se zabavali z njo in mi je bilo lepo pri srcu, ne? Tako. Hvala. Če želiš? Če se lahko navežem na to, jaz imam tudi 2 otroka in moji otroci so zelo uživali prav pri branju dojenčice. Tako da tudi kot mama, sem tudi jaz doživljala na lastni koži Pastirčka doma in potem to, kar sem videla, da tudi moji otroci največ tako imajo pri srcu, sem potem tudi tisto posredovala mojim otrokom v šoli, tako da sem nekje tudi iz tega si malo pomagala, tako to vidiš takoj, kaj je otrokom najbolj všeč, potem tudi drugim lahko drugače prikažeš in to je bilo zelo uspešno.
Če se pa navežem na to za pesmarice, mislim, da poznate vsi učiteljico Ljučko Križmančič, mojo kolegico, ona tudi vodi zbor na naši šoli in je večkrat učila tudi na drugih šolah in vem, da ona vedno poseže tudi po teh pesmaricah, prav zato, ker reče, da so zelo, zelo uporabne. Ona je, mislim, izvedenka in jaz si ne bi upala nekaj takega reči, ampak če ona reče, lahko verjamemo, da je prav tako. Hvala. Sicer ste nekateri že sami od sebe odgovorili na vprašanje, ki sem mislila sedaj postaviti. Nekateri izmed vas ste starši, ne vem, če nonoti. Ja. Ne manjka potrditev. No, kot starši, kot nonoti, recimo, kako, recimo, vi kot starši uporabite pastirček, če ga uporabite, berete z vašimi otroci pastirčka. In vam, po vašem mnenju, pastirček pomaga pri razvoju nebralne kulture vaših otrok, je pomagal pri bralni kulturi vaših otrok? Ja, ti si že govorila, ja. Ja, poglejte, tudi jaz sem mamica 3 otrok. Vsakič, ko sem že vnaprej dobila pastirčka, preden so dobili v šoli, so pokukali noter, tako majček, in sem jim doma že prebirala te pravljice, ne. In recimo so zelo radi poslušali. Posebno pravljice, ki so bile v nadaljevankah, recimo se spominjam teh pravljic, ko so začele s prvo številko in potem se je ta pravljica nadaljevala. To je bilo pred nekaj leti in to bi bila ena lepa reč, če bi bile kakšne pravljice, da bi se nadaljevali to čez celo šolsko leto. No. In tudi zelo radi so to barvali doma. Zdaj, ko imam ta najmanjšega otroka, ki je še nepismen, pa tudi on, ko ima to lepo stvar, da pride Marjan in mu izroči pastirčka, da prvo njemu, ta prva stvar gre v sobo in pobarva packota. To je zelo, mislim, ko in preberi, čeprav razume, kar razume, no, ampak mu je že tako pri srcu, intuitivno mu je že tako, mislim, zelo všeč. Da, kot mamica tudi doma so zelo tako dopolnjevali stvari in še predvsem so to poslušali, ne, recimo, včasih, ko sem imela malo časa, smo to tudi uprizorili, ne, tudi v šolah, ko so bile te nadaljevanke, smo stvari tu poskusili prizoriti, da so še bolj, recimo, tako doživeli te pravljice, ki so noter. Tako da prihodi so čakali, in sedaj kaj bo, kaj se zgodi sedaj, tako s tem navdušenjem, ne. Mislim, če ti kot mama, kot učiteljica, kot nono, kot nona, katero korist stvar navdušiš, čeprav je najbolj preprosta, so navdušeni tudi otroci. Povem iz drugačnega zornega kota. Pri nas pa so sodelovali pri ustvarjanju. Ko so slišali tatu, da se je močno zasmejal, so pritekli, ker so razumeli, da se je porodila nova vinjeta v Packotu. In so prišli prebrati, kaj je to, ne. Potem so mi dali kakšne nasvete, pa kakšno niso razumeli, to je bilo treba kaj popraviti. Mislim, da je bilo iz tega vidika zelo lepo. Ne. Tudi za druge rubrike, še dan danes, ko so že odrasli, recimo najna hčerka mi lektorira, recimo, ne Packota ni treba, ampak druge rubrike pa mi jih lektorira, recimo, mi popravi besedilo, pa mi da nasvete iz malo drugačnega zornega kota. Jaz zelo to rad sprejemam in vidim, nekatere knjige so celo nastale smo videli našo učetnico Koratne, Čigava je ta čarovna palica, to je taka, sama zgodba je zelo lepa, no. Jaz in Pavla sva ilustrirala, mislim, sva se podala od leta 2001 v polni pari samo v smeri otroških knjig, popolnoma začela v tej smeri.
Nina je bila v 4. razredu, Peter prav majhen še v vrtcu in sta gledala, kako mama ustvarja te ilustracije, kako nastajajo knjige pri nas, mislim, tudi za druge založbe in tako. In ona dva sta se to igrala, mislim, in sta Nina je napisala eno pravljico, v bistvu eno zgodbo in skupaj s Petrom sta jo zalepila z lepilnim trakom, sta narisala v bistvu in je nastala ta zgodbica o tej Vili Dori, tej knjižici. Mi dva s Pavlo sva gledala to kot ena igrica, se ne je zelo lušno vse skupaj. In se zavedala, da to njim zelo pomeni in zelo tudi pomaga pri doraščanju. No, nekaj let pozneje tista igriva knjižica je postala resnično knjiga. Pavla je povzela po njihovih ilustracijah, je povzela besedilo, ki je Nina napisala in je nastala v bistvu knjiga za otroke. In zanimivo je, da to knjigo so potem prijeli v roke marsikateri tudi psihologi v Sloveniji in so nam rekli, da je zelo zanimiva stvar. Mislim, da otroci zelo radi preberjajo tisto knjigo. Mislim, večkrat, ne. Če mislim, manjni otroci so jo večkrat, vedno na novo. To vedeli vse korake. Mislim, ima določene zanimive stvari, čeprav ne hote, ampak zavestno ali podzavestno mi poročamo na kakšen način potem. Čeprav si delno že povedala kot mama, še eno vprašanje, kako je prišlo nekatere tvoje prispevke ilustrirala tvoja hčerka Svetlana. Kako do tega sodelovanja prišlo? Mislim, da vsak otrok bi si želel, da bi njegovo ime bilo napisano kot ilustrator. Najprej zelo ponosna, zelo rada je risala, potem pa je začela postajati sram. To je tudi malo razlog, da je dojenčica prenehala, ker noče več risati, ker zdaj je pač prevelika, da bi to delala. Tako. Pa kot zanimivost bi povedala samo še, da ko sta bila majhna, kljub vsemu, da sta ga dobivala v šoli, vsak svojo številko, Marjan se mi pošiljal eno, v določenem trenutku se spomniš, da je treba pošiljati dveh, je bilo tako kreganje, kdo bo kaj, tako da torej 2 številki sta morali prihajati domov. To kot zanimivost. Hvala. Tako za konec, ampak lahko še potem nadaljujemo. Še eno vprašanje. Nekateri ste sicer med vašimi vsevi že kaj tudi na to temo rekli. Zanima me pravzaprav, recimo Barbara se že omenila, da si zrasla s pastirčkom. Me zanima pa drugi, recimo. Niko, ti si začeli sicer pisati pastirčku, ne? Ampak recimo pravzaprav vaše prvo srečanje s pastirčkom, ali si ga spomnite, ko ste prvič držal pastirčka v roke? Ne, se ne spomnim. Ampak recimo... Ja, imam take blede vtise. Jaz se spomnim tega pisma o skavtih, ne, če bi ne bilo Ivo Jevnika, da bi me tako on odkril. Se spomnim pa jaz križanke, takrat so bile križanke in uganke in zanke, tisto pa se dobro spomnim. Ta je bil Branko, točno, ja. In imam tako lepe, prijetne občutke, ne, ob tej rubriki. Kot nono moram povedati, da je pred meseci, zdaj gledam, bo imel 1 leto, pred meseci mi je Marjan Pomaši dal, mu je ostajala verjetno ena številka pastirčka. No, to nesi pa vnuku, jaz sem mu potem po priliki sem mu dal, sem mu malo tako prelistaval in je sam potem takoj obrnil na prvo stran, ki je barvana, verjetno je takrat opazil, začel opazil bolj barve kot vsebino, ki je črno-bela in je sam obračal, sem mu dal na zadnjo stran, ne, je takoj že obrnil na prvo. Že imel stik. Ja, še ostali, recimo Marjan in
Sestra Bernarda je nekaj povedala, da je se s pastirčkom srečala, ko je prišla na Tržaško. Kaj pa vi ste na Koperskem imel, ste srečal se kdaj s pastirčkom, predno ste prišli v Gorico, ali je bilo to prvo srečanje, ko ste takrat pred 35 leti še več prišel v Gorico, ko ne sem prišel v Gorico? Videl sem ga v župnišču v Kopru, potem pri sorodnikih v Trstu. Je bila posebno še takrat, ko so se preselili ena družina Benčič od Fiorelle, ki je zdaj ravnateljica v Dolini. Tam so se kregala zmeraj z Fiorello, ki je mlajša, kdo bo prej dobil pastirčka v roke, pa da so poskrbeli za vsakega po eno, pa smo rešili problem. Potem sem pa, ko sem prišel na Goriško pred 38 leti, je rekel gospod Humor, da vidiš, doktor Šorli ne more več, primi. Tako je bilo za skavte, tako je bilo župnijo in vse ostale stvari, se kar padlo noter. Ja, bi lahko še Lenka, Ljuba, kaj pa je vaše otroško srečanje s pastirčkom, če imate kakšne spomine? Ja, tako nekaj bežnega. Učiteljica je prinesla v šolo pastirčka, čeprav nismo vsi dobili pastirčka, se spominjam. Tako je krožil ta pastirček in smo si ga skušali tako nekako polastiti. Čeprav je bil eden na dva, ne več tako bežno. Jaz pa če lahko povem, sem prav zdaj izkoristila priliko tukaj zunaj, ko je razstavljene so vse te številke, sem malo šla po letnih in potem pa me je presenetilo, da sem se spomnila ene platnice. In kot sem jo zagledala, sem rekla tudi mojih hčerki, jaz te platnice se spomnim, kot da bi bilo včeraj. Ja rekla, ja, ma tudi jaz, ja, čakaj trenutek, nekaj let. Ne, ona se spomni recimo 5 let od tega, jaz je nekaj let več, ne, kot sem bila jaz majhna. Torej pomeni, da je ostala res živ ta spomin na to platnico in vem, da smo ga zelo uporabljali in tako naša učiteljica je bila zelo navezana na vse te vrednote, ki so bile takrat. Mi smo še molili v razredu, takrat se spomnim in je bilo zelo prijetno. Kaj pa vi, gospod Vater, ste? Jaz imam en bežen spomin. Na srednji šoli, prvi ali drugi, je bil gospod Prešeren, ki nas je poučeval. In je bil zelo smiljen, ker sem pisal take pesmice, ki verjetno niso bile za objavo, ampak so bile vseeno objavljene, popravljene popolnoma. Tako Packo še je že tam pojavil. In meni je bilo takrat, mislim, moje otroštvo ni bilo najbolj rožnato, ampak videti, da sem na pastirčku, to zame bilo nekaj res usmiljeni. Zadoščeni. Usmiljeni. Za konec pa recimo na pastirčkovem dnevu, na proslavi smo zaželeli si vsi skupaj, da bi obhajali 100-letnico. Ampak, ne, recimo, tako, kaj pa, sam izmed vas, recimo, kaj bi mu zaželel, ne vem, v rojstnih dnevih navadno zaželimo na voščilo. Katero je bilo vaše voščilo pastirčku ob rojstnem dnevu? Da bi ga otroci še naprej z veseljem brali, z veseljem barvali, risali. In še eno željo imam, da bi se še kdo javil, ki bi pisal, ne, za pastirčka, ker tega manjka. Torej potrebujemo absolutno še novih avtorjev, ki se okoražijo in ki kaj napišejo, vsekakor. Tako naprej. To je moje voščilo. Ja, tudi jaz, ne vem, če bom dočakal 100-letnico pastirčka. Ja, skoristi letnik. Ja, bi si želel, da bi še, torej, vsaj vnuki, pravnuki še prebirali, da bi še res dočakal pastirček 100-letnico. Čeprav so
časi malo težki, tako, mislim, ekonomski, to vse bi bili grizani. Dobro. Jaz si želim, da bi bil še naprej tako preprost, tako otroški, igriv, da bi bil ustvarjalen. Želim si tudi še kakšne svežine, kot kakšne zgodbe v nadaljevanjih. Mogoče bi lahko tudi bilo kaj več še povezano naprimer z veroukom. Kar mi je zanimivo to, da včasih se kakšna stvar ponovi starih let, ma kakšni delajo to že ta drugi, če rečemo kakšno križanko. Rečem, pa to smo pa že delali in potem pa rečem, potem pa lahko rešite že sami, ko vse znate, pa ne znate. In se zabavamo, vam pride tudi kakšne zanimive stvari. Tudi kot učiteljica verouka, včasih rečejo, to si rekla že lani. Potem, ko se kaj pogovarjamo, tudi v zvezi z liturgičnim cerkvenim letom, ne znajo, potem pa se pohecamo, kdo pa si učil lani, kar sem učila jaz. Tako, skupaj rastemo, skupaj se učimo in to si želim še naprej, tako da bi bila ena revija, ki ni samo, rečemo, otroška, je tudi od vseh nas. Po drugi strani pa mi je všeč, ker večkrat vidim, da učenci, ko kakšno stvar končajo, vzamejo kakšen list, tudi povedz skupaj in začnejo že pripravljati kakšne svoje križanke, svoje stvari ali zapise, karkoli. To mi je tudi všeč, da mogoče tudi otroci bi lahko sami tudi kakšno stvar pripravili za druge. Bi si želel, da bi ostal preprost, to je ja, ampak istočasno tudi kvaliteten in nekoliko tudi profesionalen. Mislim, to ne pomeni, da mora biti vse super, ampak ne samo, da je, to pa ne. Mora biti vseeno nekaj tako, da ima občutek nekdo, ki ga prima v roke, da je nekdo res dobro pomislil to stvar. Tako. In mislim, da pastirček ima veliko možnost, da bo še mnogo let bil priljubljen, prav zato, ker je tako v srcu zelo preprost. Jaz, če se lahko navežem na to, kar je rekla Barbara, tudi meni se je zgodilo v šoli, da sem imela dva brata in sestro in vsak si želel svojega pastirčka. In ko mamica rekla, kaj ni dovolj, samo eden, ne, je treba vsak svojega, ker vsak je hotel pobarvati svojega in tako dalje. Torej, jaz si želim, da bi starši, ker je že prav, da otroci so zelo navdušeni, ampak tudi starši, da razumejo vrednote te revije, ki je zelo pomembna in da si želim prav tega, da starši še vedno razumejo, da je prav, da otroci dobijo tako pomembno revijo v roke v šoli. Zato, ker imajo vsega, ne mislim, naši otroci dan danes res ničim ne manjka, ampak starši cenijo tudi še vedno to revijo in si želela prav to, da bi se to nadaljevalo v letih. Ja, da se ne bom ponavljala, so že vsi izrekli to, da mislim najbolj pomembno je to, da res ostane pastirček v srcu res preprost. Časi, ko bodo čez 30 let, se bo marsikaj verjetno spremenilo, družba se bo spremenila. Upajmo, da kdor bo za pastirčkom, in sem prepričana v to, da bo vedno imel pa določene moralne vrednote, krščanske vrednote, da ne bi kaj zamajalo. Mislim, da pastirček je eno dobro delo in kot dobro delo, vsa dobra dela izhajajo od Boga. Zato upam pastirčku, da bi še to nadaljevalo. Rečem samo amen. Dosti se govori o težavah. Jaz bi rekel, težave so problemi, so lahko priložnost, da jih premagamo. In prav to mislim, da želi pastirček vse skozi poudarjati.
da otroci nekaj vedno delajo, da ni vse dano od zgoraj, da ni celofan, da ni dokončano, ampak na vsaki strani on mora nekaj delati pod navednico. In če se navadi že kot mali, potem tudi nadaljeval, mislim, večkrat na mesec, gotovo me kdo sreča, ker poznam mladostnike, drugi, tretji, srednji, Marjan, imaš pastirčka? Kaj boš delal? Pri 14 letih, bom barval. Je barval prej 5 let in zdaj bi rad barval. In prav, naj barva, tudi to je dobro, ker če bo barval, bo tudi pogledal zraven, kjer je tekst in se bo kaj zapomnil. Potem, za pastirčka jaz nisem skrbeh, ne materialno, ne vsebinsko. Zakaj? Ker pri pastirčku bijejo 3 srca, kot sem rekel prej, od sodelavcev, odbora, učitelji in starši. Učitelji in učitelji, to spada v isto in zato mislim, da ne bo problem. In potem, če ni moč napraviti 50 strani, bomo naredili 30, bomo naredili, če bo tisk črno-beli stal manj, bomo pa tiskali tako. Mislim, da to ne sme biti ovira. Če hočemo imeti vedno pred očmi prvo vrednoto. Vzgajati, ne prepričevati, ampak pričevati, razlagati naše življenje. In to mislim, da se je čutilo tudi v nedeljo pri 70-letnici, ko je govorilo srce vseh generacij in zato sem optimističen za naprej. Že ko smo govorili o tem, da ne pozabimo, v pripravi je tudi knjižica na njih 80 straneh Packota. Potem Patrik Padžato je že zbral svoje pesmi, ki jih je v zadnjih 4-5 letih objavljal na pastirčku in to bi izdali v knjigi. Dogovorili smo se tudi z Lučko Susič, bo ona pripravlja tudi zbirko igric, ker počasi primanjkujejo. In zato mislim, da bo to leto še malček naprej delovno. Dobro, navajali smo, zato gremo naprej. In Niko, 30 let, kaj če že to, tudi tako hitro? Dobro, ste mi voščili, mislim, lahko zaključili današnji pogovor, s katerim smo se sprehodovili po 70 let delovanja in izhajanja pastirčka in saj delno skušali prikazati, kako ga pač učitelji posredujejo učencem, kako ga učenci z veseljem sprejemajo, tudi z moje strani. Želim mu, da bi res, še, če bi še publika rada kaj, ali o lastnih spominih na pastirček, dopisovanju, pisemsko črpah, ki drugega rado vprašajo, prosim. Tudi kritike sprejemamo mi. Predloge, kritike, kot je rekel. Prej smo slišali o prilogah pastirčka, o knjigah, recimo. Veliko je bilo izdanih, največ se mi zdi, da je bilo izdanih prav teh notnih zapisov, največ, verjetno, ne. Ampak jaz vidim, da pri nas primanjkujejo ta besedila za razne prireditve, kot so mikroživanje, božičnice, Mariterinski dan. Če pogledamo te prireditve okoli, jaz kot hodim okoli, so zelo revne, so zelo vedno bolj se ponavljajo, so zelo skromne, preskromne. Mislim, da bi pastirček tukaj, torej me veseli, da sem slišal, da bo nekaj takega išlo. Torej, da bi pastirček poskrbel za to, da bi izvali tudi te besedila, da je bila primerna za te prilike. To se mi zdi, da danes zelo primanjkuje. Da otroci radi igrajo, vemo, da otroci radi igrajo in to bi bilo zelo pozitivno. Zdaj, še eno drugo stvar, toliko za glede pastirčka. Jaz sem od 3 otrok, od tega 2 dobivata pastirčka, ene ne dobiva, ker hodi vrtec. In zato je vedno hud, ker nima pastirčka. Pastirčka, tako da jaz
se moram vedno zahvaliti Ticijani, da mi da še en izvod, torej da mali dobi tudi svoj izvod, ne, in je zelo, tako da je enako vreden ostalim, ne. Ne govorimo o ženi, ki je slabši kot otroci, sploh če je med pastirčka, in tako naprej. Glede Packota, ne, jaz sem se čudil, da ta mali, ne, ki ne zna brati, hodi vrtec, ne, torej nekaj zna brati, ni dovolj. Mi je povedal celega Packota. Ne vem, kdo mu je, kako je prebral in kako, ampak mi je povedal točno, celega. Ne? Še kdo? Glede izvodov v družini, že precej časa imamo navado, da v isti družini eden plača recimo pastirčka in vsi otroci v osnovni šoli ga dobijo. Tako, če je več otrok, to je že ena tako olajšava, da potem omejimo to kreganje, razen potem med vrtcem in osnovno šolo, bo treba tudi si kaj izmisliti, da rešimo tudi ta problem, napetost. Če še kakšno vprašanje? Ja, profesor Upel, prihaja. Jaz v 3 letih ali 4, veste, da prihajam kot dopisnik, se nisem nikoli oglasil, čeprav so bili izzivi včasih zelo močni. Ampak danes res moram postaviti vprašanje, ker se čudim, da več kot tako ne bi mogel. Najprej anekdotično, da sem iz generacije, ko sem molil v šoli, zrasel sem pa s Cicibanom. No, ampak ne gre za to. Se sprašujem, iz katerega šolskega okolja, iz katere stopnje prihajate. Mene sicer pošiljajo res v ogenj, ker je najbolj problematično, samo jaz poznam okolje, kjer otroci ne razumejo, če mi rečeš stopi na klop. In če vprašaš, kaj je čelo, pogledajo il čelo. No in zdaj, ko poslušam tle vas, pastirček pride v razred, ga pograbijo, začnejo brati, sem slišal celo, da eni lektorirajo. Bi rad, da bi mi povedali zlasti operativke, se pravi učiteljice, kako ta stvar zgleda z jezikom. Danes nismo nič slišali, da je 1/3 otrok, ki ne razume, kot sem rekel, če rečeš razliko med teči ali pa hodi. To je. Recimo, če povem jaz, pastirček uporablja zelo preprost jezik, zelo preprost in slikovit. Tako da mogoče to je že ena formula, kako lažje. In mislim, da otroci, sošolci, večkrat mimo šol v odmoru in se popravljajo drugega. Mislim, da to že oni sami čutijo potrebo, da tistega, ki razume slabše slovenščino, da mu malo pomagajo. In to, mislim, da tudi začutijo to sporočilo tudi na vseh straneh pastirčka, kjer že določene odgovore, dopolnjevanke že nakažemo, recimo, tako da je že lažje. In potem mislim, da si otroci tudi pomagajo. Ja, jaz pa popolnoma razumem to, kar je vprašal profesor Lupej. Vendar odgovor, kateri je, da to prebiramo skupaj z otroki. Ne prebirajo sami otroci, otroci barvajo, kar je pa napisano, pa se prebira skupaj z njimi. Je jasno, da se jim to razloži, ker današnja realnost je ta, da moraš pač razložiti besedišče. Tako, na kratek odgovor. Torej, jaz tudi kakšne stvari, ko otroci barvajo, preberem kakšne zgodbe, ob zgodbah ali pa o posameznih stavkih vedno otroci vprašajo tudi za pomen besede. Ne, da jim povem vedno jaz, najprej iščem, da to pride od drugih otrok in potem na koncu povemo pravi pomen. Ker mislim, da je treba to iskati skupaj z njimi,
Tudi opažam, odvisno potem, kje smo, ali smo bolj po vaseh, ali smo po mestih. Naprimer v Trstu tudi nekje je dosti otrok, ki so prav iz italijanskega okolja, sta oba dva starša Italijana, se učijo in jaz mislim, da je to tudi lepa priložnost, da včasih tudi poenostavimo in s preprostimi besedami potem tudi, naprimer, obnovimo zgodbico in tako. Ja, prosti, če dodam samo še. Bi rada dodala samo to, da pastirček ima prav to lastnost, da je preprost. Tudi jezik je preprost. Če preberate, če pogledate malo tekste, niso zahtevni, so enostavni. In mislim, da je to tisto, kar mu pomaga, da je prej dostopen otrokom, da ga otroci lažje razumejo. Težji teksti so, težje to otroci sprejemajo. Torej, ta zmagovita način pastirčka, ne vem, če sem prav rekla zmagovit način, ne vem, kako bi drugače povedala, prav ta preprost, ki ni samo duhovna, ne govorimo, ne duhovna, pač preprosto v smislu, da se ne delaš velikega, v tem smislu, ne, smo govorili. Prav ta jezik je enostaven. Mislim, da to je tisto, kar je zdaj, kar potrebujejo naši otroci, oziroma otroci, ki obiskujejo naše šole. Tako. Ja, če smem, že ker sem tudi sama učiteljica, popolnoma se strinjam s tem, kar je rekla sestra Bernarda, da so tudi realnosti med šolami zelo različne. Sama poučujem na osnovni šoli v Križu, kjer je prav zaradi preprostosti jezika sploh jezik pastirčka noben problem. Medtem, ko zdaj ne da bi primerjala, se srečujemo, ker na Tržaškem je le bolj razširjen galeb od pastirčka. Na naših šolah, recimo, ko beremo prispevkov galebu, se bolj srečujemo s problemom jezika kot pri branju pastirčka. Veliko težji jezik je. Pastirček ima, kot je bilo že rečeno, to lastnost. Je pa tudi res, da je zelo odvisno od šole do šole. Mi na Opanskem ravnateljstvu smo še taka zlata oaza, če smem tako reči, prav tudi pri nas se stvari premikajo, posebno na večjih šolah, ne, ampak recimo v Križu, ker sem jaz, hvala Bogu, če tako reči, je slovenščina pa le prevladuje in je trd oreh italijanščina. Včasih imajo učenci probleme z italijanščino. Torej, to je zelo različno in potrjujem to, kar pravi ta kolegici, da je jezik pastirčka enostaven in pomaga. Drugo pa ravno, kar predno sem jaz na to srečanje prišla, sem bila v Ronkah na enem seminarju o branju, ki ga je organizirala knjižnica z Ronk, oziroma Goriško, tukaj bibliotekarsko združenje. In med drugim je bilo govora o branju in o branju klasikov. In tak je vodila pogovor, je rekla tudi to, da otrokom je svetovala, da naj učitelji otrokom berejo. Tudi če otroci vsega ne razumejo, naj berejo, naj se ne vstavljajo pri tem, da bi razlagali vsako besedo, ker bodo otroci razumeli iz konteksta, iz pravlje. Recimo, so tudi to, da je pastirček ilustriran, tudi sama risba marsikaj pove. In zato recimo mislim, da so bile zelo dobrodošle tiste zgodbe, ki so se nadaljevale skozi cel letnik, ker to je lahko res učitelj prebiral in so učenci čakali. Zato če je recimo, že kad ste vsi izrazili željo in voščilo v pastirčku, če bi jaz morala eno voščilo v pastirčku izreči, bi rekla, da si želim, da bi pastirček bil kot tista velika skrinja, v katero boš lahko vedno hodil, pa iskal in mogoče dobil kaj, za kar bi lahko tudi prebral otrokom. To, če je lahko z ena pastirčka, ki je bil izdan že ne vem kdaj. In mislim, da recimo ena stvar, kar bi bilo dobro, da bi pastirčku mogoče tudi naredili, je to, da bi šli malce pobrskati po teh pastirčkih, ki so v teh 70 letih išli, pa kakšno zgodbo, ki se je tudi nadaljevala, se je pisala po natisani, mogoče malce posodobili jezik, da bi bilo današnjim otrokom lažje. No, ne vem, če že še do drug kaj dodati, prosite se ga predolgo mogoče. Če lahko povem še jaz poučujem na Katinari, to je že še predmestje Trsta, gotovo naša realnost je malo drugačna, ampak velika prednost pastirčka je prav ta, da je zelo raznoličen v smislu, da je prilagojen
Otrokom imamo rubriko za prvi razred, za drugi razred, za tretji, četrti, peti. In torej potem otroci, ki imajo nekaj več težav pri jeziku, si lahko zberejo. Otrok iz 4. razreda lahko prebere to, kar morda na kakšni drugi šoli je bolj primerno za otroka 2. razreda. In to je še večja motivacija, ker otroci, tudi če imajo težave, rečejo, sem uspel prebrati to. In v tem mislim, da je velika prednost tega, da imamo v tej reviji lahko karkoli je dobro za vsakega otroka. Od 1. do 5. razreda. Še dolžnost je, da se zahvalim sodelavcem. Jih je veliko, gotovo, da krog je še odprt tudi za druge. Zato vabim vse, da vabimo vsi v ta naš krog. Potem, moji sodelavci so redni. Zato lahko potem tudi pastirček redno izhaja. Prvi dan, prve dni meseca ga otroci imajo že. In to ni lahka stvar danes, še posebej ne zato, ker so večina pastirčkovih sodelavcev, 90% so prostovoljci. Plačujemo samo par ljudi, ki od tega živijo in kar je prav, ne moremo drugače. Tudi zato, da zagotovimo določen nivo, določenih strani. In zato hvala vsem. Potem zahvala gre tudi našim oblikovalcem. Zdaj zadnje čase smo, glede na razne redukcije, razne probleme, smo se odločili, da oblikujemo sami z silami, ki so pri Novem glasu, tudi če je tam že zreduciran urnik. Zato moram pohvaliti tudi našo Majdo Sibelja, ki lepo to dela in dela tudi doma določene stvari. Tako da ni vse vidno in se ne sliši o vsem. Potem imamo srečo tudi z našo tiskarno grafiko Goricijano. Vseh teh 35-36 letih nisem nikoli doživel, da bi zamudili. Mogoče se je kdaj parkrat, mogoče se je pripetilo, da je šlo za uro, 2 uri in so telefonirali. Mislim, da to je za enega urednika ena velika olajšava, tudi da dela z mirnim srcem, ker ve, da bodo stvari prišle. Rekel, kdaj se zgodi, da imam to težave, potem pameten urednik ima tudi par predalov polnih rezerve in zato mislim, da ni problem. Potem bi se rad zahvalil tudi vsem tistim, ki so v nedeljo pripravili od Frankota Žerjava kot režiserja, števrijancev, ki so ponudili vso, cela dramska skupina praktično je sodelovala, veliko učiteljev, veliko prostovoljcev, recimo postavlja 1400 risbic. Pogled, če kdor si jih ni še videl, je razstava začne spodaj na koncu hodnika in gre po celih stopnicah in gor na prvo nasropje na 10 odbojkarskih mrežah, nekatere 4 so na obeh straneh. Tako da to je bilo upravljeno eno veliko delo in smo se zabavali, smejali ob vsem tem in tudi hitro naredili. Potem imamo čudovite prostore tukaj v centru, da se lahko privoščimo celo 2 cerkvi. Ko smo začeli našo zunaj, smo jo končali noter. Mislim, te so stvari, moraš imeti določene osnove, da lahko nekaj delaš. Torej, okolje imamo, ljudi imamo, vabimo še nove in zato neko 100 let bomo dočakali. Hvala lepa tudi vam, ki ste prišli in pokazali podporo, ker mi rabimo tudi to.
Ja, vabljenu in vsem nocojšnjim gostom se prisrčno zahvaljujemo. Jaz bi pastirčku voščila še dolgih 70 let, ne? Vsaj to. Tako kot imamo navado, bomo tudi pastirčko nazdravili, zato vas vabim, da se doselimo v sosednje prostore. Seveda vabim tudi vseh vas, da se nam pridružite in da zaključimo nocojšnji večer. Hvala lepa vsem.